In smo šli mi takrat tja, v Ljubljani, v Šiško. In je rekel, 100% lahko priješ na stopničke. Ampak je potegnil en tak velik list, na katerem je bil cel protokol dopinga. Pa sem pa fotra poklicala mojega atara, pa sem mu rekel, ker je hotel pred črjanski avtobus navijati. Sem rekel, ne hodite gor. Prosim, a lahko odpovete, pa ne pridete. No, je rekel, pa najverjetno je to tvoja zadnja svetovnost. Ja, pa je, jaz rajš vidim, da vas ni, ker ne bi naredil nobenega rezultata. Je rekel, če si v formi, porkališča, veš, a ta moj ni nikoli me nasilil, ali pa puš, ni bo pa nas nikoli. Glej, to je bila ena taka prelomnica v življenju mojemu. Po tezmu nisi več isti, nikoli. A ta mu je enkrat rekel, daj Grega, sej vem, da moraš plezati, sam daj probi vsej po zimi ne plezati. Zimske razmere so vedno težje. Vedno težje, ko pa poletne, vseeno. Je še en faktor nevarnosti zraven, več, led, sneg. Pa moj lep tekle porek, sej vem, sam ne morem. Takrat je najbolj fajn. Gostja podcasta Koroškega radia je dvakratna olimpika v teku na smučeh, Črnjanka Nataša Lačen. Najbrž se še spomnite, kako je svojo trdo koroščino nastopala pred svetovnimi televizijskimi kamerami. Nič drugače ne bo v tokratnem podcastu. V njem bo odgovarjala na vprašanja, zakaj je končala svojo profesionalno športno pot. Odkrito govori o dopingu. Nikoli si ni mislila, da bo kdaj mama. Danes to šteje za največjo zmago v življenju. Kako se je soočila najprej z izgubo brata, kmalu zatem še z izgubo mame? Kam najraje pobegne, ko potrebuje čas zase in zakaj polaga na srce? Praznujte. Nataša Lačen. Ja, hvala, da si rekla ja. Hvala, da ste me povabili. Moram reči, da sem prav počaščena. Glede na to, da vem približno, kakšni gosti še prihajajo za mano, sem res počaščena, da sem lahko v tvojemu prvemu podcastu. Naredimo ga. Dajmo ga, mama, je tudi strah, Zdaj je jutro in ti vem, da začenjaš jutra na en tak čist svoj način. Daj nam povej, no. Ne bredi boja, zakaj me je strah? Zato, ker medve se drugače vse sorte pogovarjamo, zdaj se pa snema in da ne bo kam ušlo ali preveč, moramo ahtati. Zato se ima tudi tikale, lahko to povem. Pa koroško govorim lahko. Ja, ti moraš. Super. Ja, meni ni treba. Redo. Jutra. Tako, ko sem si jih skozi želela, pa jih konc koncev res dolgo nisem mogla imeti, zdaj jih pa imam celo taka, da lahko zjutraj včasih jogo naredim prav v miru. Pa da se mi ne mudi nikamor. Pa da se pol lahko prav tako igram, kot da sem še vrhunski športnik, bi rekel človek. Pa naredim kak dober trening. Pa ne piješ kave? Kave pa ne pijem, ne. Samo v Italiji. Tja še pridemo. Bomo prišle. In prav v Italijo greva zdaj. Ti si trda Korošica, za zmeri Črjanka, vsi to vemo. Se ti zdi tek? Ja. Ja, Črjanka, ja. In tudi, ko smo te spremljali, seveda, kot rečeno, dvakratna olimpika leta 1998, Nagano leta 2002, Salt Lake City, sem se naučila. In zdaj smo v tem muzeju Olimpice v Črni, sedimo dejansko pred vsemi tvojimi, ne vsemi, ne, no, ampak nekaterimi tvojimi trofejami oziroma. Tako. Vidim tam gor Nagano, 18. mesto, zdaj sem že, mislim, da 14. Enih par so jih na dopingu ujeli, pa greš pa po lestvici gor. To me tudi zanima, no, če boš lahko. Boma pol, Pa to so tvoje škije? Tete so moje za klasiko, ja. Rosenjol. Imajo velik štemplo. In ko smo te spremljali po televiziji v intervjujih, si vedno, ampak vedno govorila v trdi koroščini. Ja. Res je. In samo eno bom zdaj povedal, ker sem bila na fakulteti za šport, sem delala izpit iz zgodovine športa pri doktor Šugmanu. In mi je rekel,
Zdaj vatek, je rekel, ne vem, no. Je rekel, to, kakor vi govorite po televiziji, pa po radiju, prav tek mi je rekel, ni ničemer podobno. Je rekel, v redu je profesor, če želite, lahko mi zdaj se cel izpit pogovarjamo v pravilni slovenščini. Aj pa dajma, je rekel, ne verjamem, da znate. In sem govorila lepo slovensko, cel izpit, ki se mi zdi, da ga je celo še podaljšal, tja na 45 minut. Na koncu mi je sam čestital, pa rekel, ker po koroško naprej, pač on je lepo slovensko povedal, da naj govorim kar lepo po koroško naprej v vseh intervjujih. V vseh intervjujih? Ja. In zato tudi danes? Pa ja, itak bi, tudi če bi mi on karkoli drugega rekel, ali? Normalno. Ja. Ti ka pa v angleščini, ko si dajala za druge, recimo televizije pa radije, skratka, intervjuje. A mi že se je čuo, tako prvo se ja, no, da je to Italijan. Da se je me čuo, da sem Korošec. Ziher. Ok, sledi športa ostajajo, ne, ta tvoj tempo življenja. Koliko si bila stara, ko si v bistvu začela s tekom na smučeh, pa do kjerga leta? Najprej sem jaz trenirala alpsko smučanje, ker pač v Črni je to bilo kar normalno, da si. Pol sem bila, pa mi je bilo fajn, ampak sem bila malo presuha skozi. Mene je na vseh puklih fejs metal in sem zgubila cvajt. In pol sem pač poleti, smo pa kar vse alpinci tudi kros laufali in sem bila vedno dobra in pol so kar trenerji se pojavili iz smučarskega kluba, tekaške sekcije, pa so me začeli tja vabiti. In ni mi bilo tako fajn, bom rekel, no, najprej. Ampak, veš, kako je, ko greš ti kot otrok na tekmo, pa kar začneš zmagovati, pot je pa hitro fajn. Če bi jaz bila tam nek zada, morda bi kar naprej ustrajala pri smučanju, tako so pa kar rezultati bili dobri in sem pol se nekako seveda rekla, sem pol, ok, to je pa fajn, če zmaguješ. In pol, ne, v bistvu, ko spremljamo recimo te vrhunske športnike, dejansko vsi rečejo, ali pa je to samo še filmska fama, iti na olimpijado, to je to, pol sem dosegel. Ja, tako je, na olimpijado pravzaprav greš, to sem razmišljala in sem zanj čula tudi Filip Flisar, ko je točno tako rekel, sem jaz razmišljala. 3 vrste športnikov pridejo tja, ena vrsta so tisti, ko so vsi srečni, da so se končno tja uvrstili in dejansko ne grejo tja konc koncev zaradi rezultata, ampak že sam, da so tam. To sem jaz bila v Nagani, tak, papek sem bila tam, ko sem imela velike oke, pa pojedla bi vse, kar je ker je nenormalno vsega tamle v olimpijski vasi, dogajanje, fliperji, ni da ni, vse drugo mi je šlo po glavi, sam tekme ne, čeprav sem naredila dober rezultat, neobremenjena verjetno. Pol so športniki, ki pridejo tja, pa že hočejo narediti en rezultat. To sem bila jaz pa v Salt Lakeu. Ko hočeš konc koncev to, da si tam, je že tako vse posebej normalno, da si prišel tja, ker si bil toliko dober, da si se hitro uvrstil, ampak pol hoče pa narediti rezultat. Pol so pa še ta tretji, ko pa grejo tja zmagati. No, to jaz nikoli nisem bila, ker niti nisem imela v glavi tega. In veš, kako je to, če imaš ti neko blokado v glavi. Jaz, ko sem začela teči, laufati na škijah, je bil velik uspeh, ko sem jaz končno po dolgem cajtu, oziroma sploh ne vem, če so že prej kdaj Slovenci, prišli v pike svetovnega pokala. To je bilo wow. In pol imaš ti neko bariero, to je to, morda, če bi jaz prišla med 20, bi bo še super, med 15 bi bo še super. Več pa niti razmišljaš, ne. Naprimer, Petra Majdič za mano, ona je voda vedela, Nataša je prišla v pike, tak, jaz bom pa na stopničke. In tako to gre, tako to res gre, psiha tako dela. Ja, vsi smo si različni. Če poslušaš Petro Majdič, ko razlaga recimo o tej svoji poti, pa tebe, je velika razlika. Mi smo bili, mislim, sploh da ne govorim, kakve smo mi imeli, ko smo začenjali. Moj trener se je učil z meni, vse, to smo bili, tako bi pravzaprav rekel pravni cigani, no, kako smo mi na priprave hodili, pa pri Petri tega ni bilo več, hvala Bogu, a ne, da je šel pol tek toliko naprej. Pa ja, mi smo se v stare kombije zbulali, zveza je dajala, vse smučali, normalno je bilo tak, Tekači smo pa s hrano zravno vozili, pa spali v škakih hotelih, samo da smo lahko bili na snegu. Tega tek prej, da smo jim vsem dopovedali na zvezi, da je treba višinske treninge delati, ker moj trener Marko Gracer je bil res napreden. In on se je učil fejst od tujih reprezentanc. On je dejansko uvedel pri nas višinski trening, da smo mi to sploh začeli. Kak je pa bil recimo kot trener? A je bil kot, ne vem, kaj si takrat rabila, ne vem, ti veš, a je bil kot ta, je bil kot veš, neki močna figura, na katero se lahko nasloniš in ti da vse, kar rabiš. Ne, to ni bil.
tako naprimer Masi Partini to sploh ni bil. Bolj prijatelja smo bila, smo se eno drugega učila. Koliko je bil pa starejši od tebe? 6 let. Ja. Samo, ja. Učil se je zraven mene, no. Veliko tudi on ni vedel. Pa je bil zelo radoveden, pa se je kar vklaplo v razne druge time, da je lahko marsikaj izvedel. In smo ga velikokrat odpihnili, pa čisto narobe trenirali, pa pol rezultati bili slabi, pa ni bil forme. Pač, ja, prebijali smo se. Kot da ste praskali nek štart, nek začetek. Točno tako je bilo. A pa ti je žal, da recimo nisi v tem obdobju, ki je zdaj tam? Meni je žal, ja, da nisem mogla narediti, morda bi v tem obdobju, žal mi je samo to, da bi v tem obdobju, ko je zdaj lahko verjetno naredila več oziroma vse. Zdaj, ko gledam pa nazaj, pa vem, da nisem naredila vse, ker ni bilo niti pogojev. Naprimer, mi smo mogli vse z lankam laufati, ker takrat so pa bile lanke najbolj poceni za tekače, okej, pa so jih nam dajali. Potem sem pa slučajno enkrat probala Fischer smučke, ko so bile res vesolje proti lankam. Ampak nisem smela z njimi laufati in grad se je na zvezi pač krego zaradi tega. Veš, take stvari, ko so vsaj samo po sebi umevne. Če en tekač, ko testira vse 10 parov smučk, vidi, kjer so mu boljš, bo lahko s testimi. Takrat se to ni smelo. Veš, se veš, kdaj smo mi, jaz sem toliko stara, smo šli v Jugoslavijo, jaz sem za Jugoslavijo laufala, to je bolj socializem, to je bilo za vse enako. Ja. A veš, to nisi mogel kot posameznik prav posebej, če nisi glih, ne vem, pri smučarjih je bilo drugačno, pri tekačih pa ne. In pol sem pravzaprav že vseeno dobro tekla s temi lankami, pa je prišel sam gospod iz Rosinjola k meni, pa mi je rekel, vidi, imaš v tehniko, vi bi mogli na Rosinjolo laufati. Mi smo se 3 leta zafrkali, da sem pol jaz končno lahko laufala na Rosinjolkah, ki so mi dali najboljši rezultat na koncu. Ja. Daj pa bil recimo na olimpijadi tisti moment, ko si se ti, praviš mlada, neobremenjena, začetki, ko si se zavedala, da to je to, jaz sem tu, jaz sem na olimpijadi. Ok, je bilo že pred olimpijado, ko sem prvič prišla v točke svetovnega pokala. A veš, to je bilo, se nem rekla, mislim, olimpijada je čisto nekaj posebnega, ampak to, kar je bilo pa takrat, ker je bil boom, ker je bilo to noro, da je sploh tekačica prišla v točke. Jaz bi rekla, da mi je to ono prvo pred olimpijado. A veš, lej, pa spet glava, kak je naštelana. Jaz sem takrat pol še drugič, tretjič prišla v točke, a veš, in pa nismo imeli nekih pol že, ampak prej kakih psihologov, karkoli, a veš, trener tudi, on je mene odtreniral, pa smo šla vsak na svoj konc. Jaz v sami sreči, ko sem prišla v tiste točke, ko sem bila že tam 20 pol, a veš, sem šla rečemo na difovski žur. No to. Pa je šlo do konca tam, reš nam povedal, ampak šlo je tak do konca, da sem si jaz meniskus tam na tem žuru. To zdaj za mlade športnike ni v redu in glih zato to govorim, da slučajno ne bi kdo, ko je končno enkrat, saj zdaj že boljujejo. To je bilo, to smo jaz in moj trener, Bogi Marko Gracer, on je bil, vse je sivih las je pa veliko zelo mene dolgo, no. Ker pač... Ja, se to pa čisto verjamem. Jaz sem ga takrat klicala, še se zdaj spomnim, mi smo ga totalno na glavo žurali tam. To je bilo, veš, takrat je bil boom, jaz ne vem, če se ti spomniš, ampak to je bilo v vseh cveknjah, to je bilo povsod, tekači v točkah svetovnega pokala, lačaš tako, tek naprej. Sorry. Tule kmetica iz Črne, se ne boš vedeti. Mislim, meni je bilo to noro, a veš, kaj se dogaja kar naenkrat okrog tebe, takoj sem dobil kar neke druge še sponzorje pa vse, so videli, očitno te ta bo, ali? Ja, in si to pa krila. Je skrila in direkt na žur, ali? Ja. Takoj, ko smo prišli iz Italije, iz ene tiste tekme, na žur in je bilo preveč vsega. In pol smo nam kaj delali in jaz sem se drugo zjutraj klicala Graca iz bolnice Jesenice. In sem mu rekla, da sem delala imitacijo, poskoke, ko jih moramo delati in sem si kolena. Tako da prosim, noben naj to ne naredi, ker si na pravi poti. A on je bolj to sveda zvedel, Bogi sroti, ja. Sveda je zvedel. Si dobila kak nauk, ne vem, eno po... Nauk mi je dal, ker sem pa čisto vsako novo leto, ko je bilo, je on hotel me na Kranjski Gori, tam ko on živi in kjer smo trenirali. Teda sem ogromno novih let jaz preživel v Ratečah. Je vedel, kje te mora ustaviti. Ja, tako. Lej no, mislim, a veš Petra, si rečemo, tega že ni več dovolj. Veš, mi smo bili res outsideri še. Lej, res. Tek blizu je bilo, ampak vseeno zaradi glav in vsega nisem mogla tega narediti, ker... Saj ti si v bistvu, po mojem si tu trava eno ventilen, da daš to ven. Verjetno sem da. Pritisk, stres, vse, niste bili meni psihologov, niste mogoče ti znali, vedeli, kako se soočate z vsem.
veliko zgodbo, no. Verjetno res, ampak nažal na narobečen način, ali smo večkrat to naredili. Ja. Verjetno je bilo to tista sprostitev, ja, ko bi jo lahko morda drugače. Vse pa z leti se je to malo umirilo, seveda, ampak le, izgleda, moraš nekaj dati skozi, pa odvisno kak tip si tudi, no. Meni je bilo fajn, da s prijatelji to pol nazdravimo in proslavimo. To mi je bilo več uredno, ko pa ne vem kaj. Še danes, a ne? Seveda, vse veš, no. Ja. Pa je to, ja, držiš to špuro. Tako, držim. To si tako verjetno. Povej trenerju Gracev, da ti Marko, se to držiš. Kega leta si končala? Zakaj? Salt Lake 2. 2-2. Eno leto svetovno prvenstvo Val di Fiemme sem še tekla. Pol sem pa takrat pravzaprav zaključila, ja. Tudi tu so se, ne, v vrhunskem športu začele dogajati neke spremembe, ki mogoče jih ti nisi jim bila najbolj naklonjena. Ja. Morda bi jaz še celo tekla, zato ker sem imela jaz še vedno službo pri policiji, kar je bolj super, a ne, ker ti si pol seveda lahko res profesionalc. In je bilo vse pravzaprav v redu zrihtano, samo prišle so stvari, ja, ki so meni definitivno, sem potegnila črto, pa rekla, da se tega ne moram več vedeti. Pač, glede na to, da je bil, tako sem že prej rekla, moj trener zelo inovativen, smo mi tudi hodili na testiranje v Bormi, v Italijo, kjer so testirali italijanska reprezentanca, Avstrijci so tudi tja prišli, včasih Skandinavci. In moji testi so bili vedno vrhunski. Manuela Decenta, Stefania Belmondo, to sta takrat zmagovali v svetovnih pokalih, sta mi olimpijado zmagali. Decenta je imela podobne teste z mano. Tekme, ki smo jih v Skandinaviji laufali, ker smo pač vedno novembra gršli, ko je bil sneg, sneg bila tam čist blizu nje, včasih celo boljša. Pride prvi svetovni pokal, mi je vedno dajala po minuto. Pač, mi smo že takrat vedeli, seveda, za kaj gre. Pa se pa počasi začnejo pritiski. Pritiski, ko si sploh ne moreš misliti, da obstajajo lahko v športu. A veš, to je... To, če zdaj gledam, bi rekla, ker vem, da to še vedno obstaja. Da pravzaprav, sploh ne pa to, da bi kjer moj otrok bil športnik. Res. Pač po testi olimpijadi obeh je mene poklical en človek, ko sploh ni važno kdo, ampak vse športniki vejo, guru. Pa mi je rekel, ker je bolj slučajno, nek novinar je napisal v ene cajtnge, da pač je lačnoval na špagete in CD-vito pretekla až 18. mesto. Mi je pa poklical, pa rekel, če je to res. Je rekel, pridi do mene, bomo neke stvari porihta, ti boš lahko med 10, ti boš lahko med 3. Ampak okej, šel je to tik davč, da se je seveda tudi moj trener, takrat jaz imela tudi več trenerjev, Finca, enkrat Čeha, pa še enega Slovenca imeni, sploh ne zdaj govoril, ampak ja, so se povezali, a ne. In smo šli mi takrat tja, v Ljubljani, v Šiško. In je rekel, 100% lahko prijaz na stopničke. Ampak je potegnil en tak velik list, na katerem je bil cel protokol dopinga. Ja. Zdaj pa, če si tak hipohonder, ko sem jaz. Ja, to si. Ja. Pol pač malo gledaš, pa te ni nič jasno. Trener je bil takrat zraven, ta trener, ki je bil takrat pač trener. Bil je še Soklič Matej, ki je padel skop, ko je to videl, dobesedno je zlezel na kup, ja. Res. Ampak le, okej. On je rekel, vama dam cajt, pa se odločite. On je bil takrat tudi v šprintu, Salt Lake dober, pol že potem. Oni znajo, oni iščejo take, ko lahko... Ki smo špageti in CD-viti. So dobri, ampak... Točno. Mislim, meni se je to konkretno naredilo, jaz o tem nimam problema govoriti. Meni se zdi prav, da povem, zato da se ve to. Tisti, ko jaz zdaj to govorim, če v slučajno kdo posluša, tudi točno vejo, kjeri so to bili, ampak to tik nima veze. Nobenega je nekdo se pa morda odločil, nobenega ne obsojam in nič, ampak jaz sem se takrat že davno pol odločila, že ko smo stopili skozi vrata, da tega ne mi je malo.
Je bil pa tako, veš, pritisk, ker jaz sem pa takrat res, je bil malo, je manjkal, bi pa na stopničkah. Ja, pa če recimo tudi drugi Pa če tudi drugi. to naredijo, Točno to. pa se enkrat boš nehal, pa ti več ne bo treba, mislim, Tek sem razmišljala, tek sem razmišljala. Pa me bo pa vseeno strah, ker sem ti že rekla, sem hipohonder. Ker se je Rusinjam vse sorte dogajajo takrat zaradi tega. A se je? Se je. Marsikakve neumnosti od tega, da so jim zrastli. Kaj? Kaj sem zrastli? Vse je bolj dokazano. Kaj sem To še najmanj brki. Kaj mi zrastli? Ali se raduje? Ja. Neki spolni organi. Ne se. Malo večji. Ja, no, resno. To so Okej, bile pa resne pa stvari. ja. Ja, to so bile resne stvari, pa se to so posledice, sigurno, ali morajo nek biti. Tudi če ti vse ven spihaš, pa zlaufaš. Ja. Nek mora ostati, po mojem, no. Dobro, medaljo imaš okrog vrata, sam kaj pa ostalo? Na račun enega priveska, ki ni tvoj. Ja. In pol sem šla na svetovno v Val di Fiemme in mi smo bili z njim še kar na vezi, on je hotel pomagati. Tako da je že moj trener si zelo želel, da jaz nekaj vzamem, ker sem bila res v neverjetni formi in tam smo računali med 10. Ja. Jaz sem se takrat psihično pač izlomila, zato ker jaz sem se pol odločila, da ne. Ta gospod me je še grklicu, pa je rekel, če si lahko svetovni pokal laufa 12, si bila, je rekel, to dokazano te bo pripeljalo za sigurno 8 do 10 mest boljš. Mater. Klico me grta. In pol sem bila sesuta. In pol nisem mogla niti s trenerjo govoriti. Veš, kako je to psihično zaguleno, da že par let se to nabira. Par let. Par let ti vidiš, da one, ko si drač na testu, tam te pol nažigajo za minuto. Veš, kako je to? To se počutiš prav bedasto. Treniraš pa kojn. Mi tekači smo res fejst trenirali. Fejst. Pa veš, da ni dojst samo tvoje delo. Pa sem pa fotra poklicala mojega atana. Pa sem mu rekla, ker je hotel proti Črjanski avtobus navijati. Sem rekla, ne hodite gor. Prosim, a lahko odpovete, pa ne pridete. No, je rekel, pa najverjetno je to tvoje zadnjo svetovno. Sem rekla, ja, pa je, jaz rajš vidim, da vas ni, ker ne bi naredila nobenega rezultata. Je rekel, kako če ti v formi, porkališ, veš, a ta moj ni nikoli me nasilil ali pa puš, ni bo pri nas nikoli. Niti brata, niti mene, medva smo pač imela proste roke, ampak seveda, če si se neki lotila deli zdaj, ali? Ja. Ni pa bo to, nikoli ni bil face upleten. Takrat pa pol smo povedali, snakaj, tako je, pa smo začela že govoriti iz onih cajtov po Nagano, kako me je tudi gospod poklical, in da so zdaj že 4 leta pritiski. In sem mu vse razložila, kaj vse bo tam gr, kaj vse bi to mogel vzeti. To ni da ni, od rastnega hormona do eritropoeti, vse. In on je bil čist tiho in me je poslušal, dolgo, jaz sem se mu sjokala, eno noč pred tekmo. Pol je pa rekel mi samo, to se grete. Sem rekla, ne mi, jaz se ne gremo, oni se grejo. Je rekel, odlaufi še to, pa pridi domov. A prišel avtobus? Prišel je. Saj niti nisem tako slabo laufa takrat. Koliko sem kaj bila, med 20 sem bila. Je v bistvu res eno tako. Okej. Ne moreš obsojati nobenega. Pri tak težkemu delu, a veš, ti, če si vrhunski športnik, to je toliko treninga, to je toliko odrekanja, da ti pol nekaj malega zmanjka. Ogromno jih je, ko se ne odločijo za to. Jih je pa tudi ogromno, ko se. Hudič je to. Doping je... No pa tudi glede na to, da si v tej skupini, profesionalni, bo pa ti edina in tudi edina kompetentna, da temu rečeš ne, je bo še najbrž toliko teže. Če bi v tistem trenutku, ne vem, tudi trener, absolutno te podprl na tako črno-belo. Ja, on je hotel, da imamo rezultat, ne bo kaj drugega takrat važno. Če ostanemo pri trenerjih, recimo pred kratkim smo brali o trenerju, izjemnem trenerju, ki je naredil vrhunske rezultate s svojimi športnicami, ampak zdaj ga poslušamo o njemu čist drugi luči, se pravi o zlorabah, o kontra vlogi oziroma to sploh ni vloga.
Veš, to je taka meja tanka med trenerjo pa eno športnico, ko se bolj splete. Sploh pa pri takih borilnih nekih, ko je res dotik ful, pomemben in tudi verjetno on, ko kaže, more... Težko je kaj reči, jaz tule nem čisto reči. Te pa vprašam, si pa ti imela recimo, a ste imele takrat punce kakšne take izkušnje slabe? Ne? Ja, ali misliš, res je tek, skop smo, živimo skop, tam smo, to si dan in noč tam, za cel mesec greš v Skandinavijo. Lahko bi bil vse sorte, morda si misliš, glede trenerjev, na strani trenerjev pri nas ni bilo takih stvari, ne. Mislim, jaz sem imela srečo, vse smo se super razumeli, bile so meje, bo spoštovanje. Bo. Ja, točno tek. Ampak imaš pa eno recimo, to vrstno slabo izkušnjo. Z vso tekmovalcem. Ja. Ja? Vse sorte. Ja, sej bi tudi verjetno so bile tam od doma, sej veš, pa moški, kak so dolgo, njegova punca ga je tam čakala en mesec doma, on je pa bil tole, dobro, čeprav pretredno se je tudi izkazal. No ja, tudi o tem tvojem nekdanjem sotekmovalcu smo pred časom brali v časopisu in mislim, da proces je na sodišču, govorimo o spolnih zlorabah in tudi takrat v svojih mladih letih je očitno že imel te želje. Je imel neka taka nagnjena, bi rekla bolj agresivna, ki smo jih tudi mi bile deležne. In si to uspešno? Ja, se ne pozna. On ni računal na to, da sem jaz čerjanka. Ni razmišljal o tem, kaj to pomeni, ni nikoli. Tik da jaz sem imela kakor merja. Na srečo. Žal pa na drugi niso imeli, ali morda bo se pa zdaj, vse se je zdaj, prid pravici izkazal to. Pa če recimo tu na neki točki zaključimo ta retrospektiv na tvojo športno, profesionalno pot. To ti še pa moramo vprašati. Rekla si, da si Atana poklicala v najbolj ključnem momentu svoje kariere, najbrž. On je bil najbrž tudi večni steber, to pa je bil... Nisem imela psihologa, sem imela vanega. No, ja, to je res. Dobro, se Ata Marjan Lačan itak ima te sposobnosti. Ima te sposobnosti, psihološke, človeka zna. In zmotivirati, in poslušati, in mislim, brez njega verjetno tudi ne bi bila, mislim, 100% ne bi bila tam, kamor sem prišla. Pa tudi, kjer si zdaj najbrž ne. Ostajata, vem, v stiku vaš čas. Povezana skozi. Ok, gremo pa tudi na to temo. Zdaj gremo pa tu, zaključimo tvojo športno, profesionalno pot. Sem še eno vprašanje, če bi recimo, ko se ozreš nazaj, ena stvar, ki pa bi jo spremenila. A je? Je, in to je to ravno to. To je ta moja neresnost, bom rekel. Veš, če ti veš, da si naredil čist vse za rezultat, res čist vse, pol imaš najbrž neko merno vest, pa si pomerjen. Jaz sem sicer zdaj to že vse predela, sem že toliko stara, ne teži me več to, ker sem pa pol seveda, meni se zdi še na drugih področjih takih, ko pač ljudje morda niti ne vejo o tem, uspejo in me je to seveda tudi pomerilo. Ja, kar se pa samega športa tiče, pa res bi spremenila to, bo bi bolj resna, bolj bi se dala noter, ne, pri dopingu bi ostal tam, kjer je bilo, ampak vseeno, že sam s tem, če bi jaz vseeno pa bolj, če bi igralec imel zaradi mene manj sivih las, bi jaz naredila sigurno kak boljši rezultat, pa bi vedela, naredila si vse. Tek pa moram vedno reči, nisem naredila 100% vsega, to je pa zoprno. Predstavljaj si sebe, delaš te stvari, ko jih delaš, a ne si dobra v tem. In najbrž se 100% pripraviš vedno in najbrž ni zada kaj, da bi rekla, mater, nisem. Kako bi te žulil, ali? Jaz sem bila takrat mlada, veš, in tega se še nisem zavedala, to je zada prešlo pol. Ja, to. No, sploh pa ni bilo enostavno najbrž presekati oziroma zaključiš to način življenja. In greš med navadne smrtnike, ki imamo pa spet čist drug način življenja. Kako si se s tem spopadala? Namreč zdaj mislim, da Olimpijski komite skrbi ravno za ta prehod vrhunskih športnikov, neka dvojna kariera, da jim pomagajo na področju iskanja službe, izobraževanja in tako naprej. Tega takrat ni bilo. Ne, ni bilo. Bo je to, da smo pač bili pri policiji in so ti takoj službo ponudili, to je res. To je bilo v redu. Ampak seveda jaz tega nisem sprejela, da bi bila policajka, ker sem takrat delala pač faks. Bo je pa težko. Mislim, da vsaj na mene je to vplivalo na tak način, da imam en nemirno v sebi. Še zdaj? Ja.
Veš, to je bilo skozi vse v potovalkah, to je bila skozi akcija. In takrat je bilo, ko sem nehala, je bilo sploh grozno. Čeprav pa sem se jaz sem pač še kar družabna in to so bilo kar prijatelji in takoj sem se začela družiti in nadoknadnjevati tisto, kar sem pač takrat nisem mogla. To je že bilo res. Po drugi strani je pa ena velika praznina. Res velika praznina. Ti ne rabiš toliko več cajta dajati treningam in posvečati športu. In je praznina, absolutno. Morda sem jaz še kar fajn, no. Najprej ona druženja, pa faks, ko sem ga mogla dokončati. Potem sem pa takrat trener gratala v smučarskem klubu Črna, zaposlena prek Ministrstva za šolstvo in šport in sem imela spet veliko dela s tem. Ti pa se pa zaznamuje zavedno. Ja, zavedno. Pa si šla pa v službo v Center za usposabljanje? Najprej sem bila 6 let kot trener. Okay. Ja, sem trenirala tekače pred SK Črna. Punce so bile državne prvakinje dvakrat, zelo dobre so bile, ampak pol tudi ni bilo pogojev, ta pravih, pač lej tudi nehale so, pa vse sorte je bilo, ampak dobro, v redu, smo naredili eno lepo, bi rekel, tak cikl, no, olimpijski 4-letni plus 2. Pol sem šla pa v CUDO Črna, ja, kot športni pedagog. Ja. To je tudi spet čist nekaj novega. Ja, to je nekaj novega, sploh, ko sem šla pol na olimpijado, specialno v Ameriko, ko sem lahko primerjala, da te dve olimpijadi, pač, oni so pa tam res, tako bi rekel, oni prvi športniki, oziroma ta tretji športniki, ko grejo na pravo olimpijado, ko grejo tja sam zato, da so tam. Ti modeli so vse tam sam zato, da so tam, veš, pa da se imajo fajn. To je to. Pa sploh ni važno, koliki so, medalje itak vse dobijo, ker to tako naredijo. Tako da je bilo res zanimivo. Bolj bi rekla toplo, ali tako čustveno, veš, tam se vse objemajo in je sicer velika zadeva to, specialna olimpijada je ogromna stvar. V Ameriki sploh so je naredili krasno, enkratno. Res lepa izkušnja je bila to. In res neka taka proti v tej naši olimpijadi. Veš, tole res je, pri nas je, tole je res rek. Važno je sodelovati, ne zmagati. Tako. Na naših olimpijadah tega reka že davno ni več. Ja, očitno. Ja. Res, ja. Ok, ostajamo pri tvoji profesionalni poti, poklicni. Ti si profesorca športne vzgoje. Ja. Se pravi, poslanstvo si opravljala v zavodu v Črni. Zdaj pa na nek način nadaljuješ to zdaj kot osebna asistentka. Točno, ja. Ja, to je tudi zanimivo. Vedno delam nekaj, kar se v zvezi s športom, no, pravzaprav. Aleš, ki ga imam, je bil bivši kolesar, downhill je treniral in še zdaj v bistvu medva smo skozi na biciklo in skozi športno aktivna. Kar je super za mene in za njega, za oba. Pa še druge stvari, lahko zraven delam, priznam, no, tudi take, ki me veselijo in ki jih gradimo, ki jih mi zdaj gradimo še. Medva s Primožem je cajt tudi za te stvari zraven tega, da imam Aleša. Tako da se mi zdi, da sem pravzaprav, čeprav se mi je v enem obdobju zdelo, da bi mogla nekaj drugega morda študirati, tako me je vlekla psihologija, ampak se mi zdi vseeno, da sem nekako na pravi poti, kar se tiče tega fakultete za šport. Vedno mi prav pride, no, pri vseh stvarih, tudi to, kar delam, imam dva kolesi, pa tako. No, ja, recimo, tu ste si s partnerjem omislila družinski hotel, Bike and Ski v Mežici, kjer zdaj že par let gostita ima cel svet, neverjetno, kdo pride v Mežico. Kdo pride, Hanna? Cel svet. Res je. S kolesi, Koroška se počasi premika v tem gorskem kolesarstvu, škripa, ne gre gradko, kot sta si želela vidva in pa seveda tudi ostali, ki se s tem ukvarjajo, ampak vseeno, no. No, vse sama veš tudi. Vse ste vi tudi malo zraven. Ja, in ti preoblačiš posle in pripravljaš zajtrke in vse to. In pucam se. Ja. Tako ti. Ja, zanimivo. Ja, res je. Veš, meni se zdi, da sem pravzaprav, tek na smučeh je en tak šport, ki pa je dokaj monoton, no, bi rekel. Računi, da če sem jaz laufa 30 kilometrov, pa še daljši, jaz sem laufa celo Tranžerasien, ko je bil za pokal, svetovni pokal, tekma World Lopet, sem laufa 60 kilometrov, je bilo takrat, se mi zdi, ali 70.
Pol veš, da ti takrat vmes lahko študiraš vse sorte tudi. Ja. Ti ne moreš biti sam skoncentriran na tek. Res ne, saj si pa na tehniko, ampak to imaš že tek net v sebi, da... In pol razmišljaš svašta. In mi je zdaj tak fajn, pravzaprav kolesarjenje. Se mi zdi, da sem prav nekaj takega raba, da ko grem, pa se pelam, rečemo, z biciklom po trailu, da ne moram nič drugega razmišljati, ko pa sem, kako bom živa, pa zdrava, da vprašam. In sem res tam net. Ja, pri teku tega ni bilo. In da smo lahko to pa združila še malo z biznisom, zraven teti šport, ko mi je res mi je enkrat, kako mora glava zraven delati in telo, in ne moreš pomisliti na nič drugega, če hočeš, da ne boš padel. Pa da pol to še delam, tako si rekla, v tem našem družinskem hotelu, in z temi vsemi traili, ki jih delamo, in z vsemi ljudmi, ki pridejo, pa so zelo navdušeni nad našimi traili. Se mi zdi to res super, ena taka zadeva, no, da to delamo, res. Tek punimo tek, ko je bil prej, ko je pač tako, je to meni bomba zdaj. Se mi zdi na stara leta, da rabiš kaj tega, da se ti odprejo še drugi ventili, ja, veš, da moraš malo biti na drugačen način skoncentriran, ja. Res. Veš, kjer knjigo zdaj berem? Kako biti hiter po 50. Ne, res. Dobra knjiga, en ameriški trener, zelo dober, Joe, nekaj se piše, je napisal. Sej ni tak ful nov, je že kar nekaj stara, ampak zelo dobro opiše, kako moraš pravzaprav. So stvari, veš, ki sem jih jaz, ko so me celo življenje spremljale, od športniki bojo jedli, VO2 maksa, laktatnega praga, ampak to ti tak na dober način razloži, kaj moraš dejansko res delati. Pa si lahko ful eksploziven, pa hiter še pri 70. Nama tebe to zanima. Morda koga bo, ko posluša. Vsem takim, ko so 50, pa več priporočam, res to knjigo. Kako biti hiter po 50? Ja, hiter. Saj ne misli, zdaj on sam hiter, ampak ja, kak telo, vrhunski športnik, morda je to podobno, ne vem, enkrat sem razmišljala, ko pa je ena manekenka, ko je skozi ful lepa, pa pol, ko se stara, ni več. Verjetno jo in ni lahko, ali? S tem si je služila denar, navajena je, da so jo gledali, da je bila lepa, pa se staraš, pa vse si lep še vedno, ampak vse veš, tam mladi zada. Isto je pri vrhunskem športniku, ko si skozi v neki formi, kondiciji, čutiš mišice, jih poznaš, veš, ali? Pol pa ne more biti to skozi, ampak on zelo na dober način razloži, kakšne treninge delati. Jaz sem cel življenje že športnik, tudi pač učen bi rekla, ker sem mogla na fakulteti za šport to vse se naučiti tudi stvari in sama pri svojih rezultatih. Ampak kaj nisem vedela, kar zdaj tole pri njemu berem. Super, boš hitra po 50. Ne gre se sam, ja. Ne gre se. Ne gre se sam zato, da boš hiter. Ja, gre se zato, da je tvoje telo, da ga še zmen čutiš. Da ga poznaš, da veš, da je še zmen testo. Čeprav morda bolj počas delaš kaj. Ampak saj ti se znaš tudi upočasniti. Saj ti imaš to, kar rabiš. In po drugi strani pa znaš v izi uživati. No in recimo tu zdaj prijema pa na tvojo deželo strasti in dobre hrane in dobrega vsega. Italija. Kje je ti to? Vem, da najraje tja pobegneš, da če že piješ espresso v Italiji. To pa res. Da tudi bereš italijanske knjige, oziroma da se učila italijanščino. Učila italijanščino, malo posto. Kaj si tu obstala, ja. Mogla bom spet. Saj imam skozi te zvezke tam, da me spomnejo, ajde, zdaj pa začni počasi. Ne, res je fajn, bi bilo fajn, da bi bilo več tam, veš, pa bi imela več motivacije se učiti, ker bi uporabljala skozi jezik. A je tak? Ti si tudi rada v Italiji, no? Je posebna klima, ja. A je? Je, res je. Ja, mi smo že, ko smo trenirali, smo bili velik tam. Ogromno smo trenirali na ledeniku Paso Stelvio. Mi smo bili kar tam po cele tedne. Bili smo tudi v Avstriji. Pa mi ni bo teka, veš. Ja, neka energija posebna. Ljudje tudi, ali so taki. In muzika. No to pa res lahko povem, da smetijo okuža s tem. A je res, da je dobro? Ja, je, res je, super je. Letos sem bila na enem koncertu Giovanotija, tam gor v Lago Fužine. A veš, to je naredijo tak malo drugače. Tak bom rekla, živo. Ali? Ja. Živo. Ja, on je. Včasih so bile medalje tvoja zmaga, ali pa ne, tudi ne nujno medalje, ne? Ne nujno medalje, ja. Kaj pa danes?
A veš, da je včasih danes moja zmaga, že da se zjutraj, ko se zbudim, da me ne boli križ ali pa kaj kolena. Ja, te bolijo. Boli, kilometrov je pa že kar nekaj, noter v nogah pa posod. Drugače pa kaj naj ti rečem? Ne vem, tebe jaz vprašam, 2 poba imaš, 2 otroka, ko jo gledaš, ko rasteta, ko vidiš, ali kako se razvijata, a ti je to tudi ena zmaga? Seveda je. Ja. Tičeva zmaga, mislim, izjemna. Ja, Je pa tudi poraz osebni, ali? Ko nekaj je Večkrat, okej. večkrat, ali? Ja, biti mama, ali? Okej, smo To je že to pri tudi. dobri temi. Ja. A si mislila, a si planira kdaj prej? Boš ti mati. Jaz in sem tudi bila dvema. 4 mesece noseča, pa sploh nisem vedela, da sem, ker nisem niti računala, da bom kdaj. Si pa zelo lepa, taka nežna nosečnica, zelo mali tudi. trebuh. Ne, jaz sem bila. Ja, trk, fajna si pa bila. trk. Veš, to je tesbo, pri meni mišice so še zmeraj me skupaj držale, trebuh se je pa nežno. povečal. Kako je biti mama? Fajn. Fajn, največ, kar je lahko. Mislim, da je to neki... Čustva so ogromna bila na olimpijadi. Čustva ob dobrih rezultatih so bila... To je tako izpolnjujoče. Kljub temu, da morda te odzada kaj kluva, pol nisem naredil vsega, ampak takrat, ko si bil, tudi ko sem bila državna prvakinja, kar parkrat, veš, ampak to so bile šusi, to so bila res čustva. To je bilo celo zimo našponano čustva taka, da se ti zdi, da kaj več ne more biti. Ali ko pa rodiš otroka, pa ni primerjave z ničemer. Pa rodiš, pa rečeš, hvala Bogu, da je to. Ja, da je šel. Najstnika sta zdaj imaš spet neke nove izzive, ne, v življenju. Recimo. Recimo. Ja, mislim, ne vem, kako ti gledaš, jaz pač to te gledam res pri hčerki, ko je najstnica zdaj, ko tek probam, veš, kaj se mi zdi najbolj pomembno, da jo zastopim, pa da smo lahko, veš, kolikrat sem zdaj že zada, pa se vidim, pa si mislim, o, Marija, pa mi tudi ona reče, mama, daj no. In, a veš, moraš jih opazovati, moraš jih gledati, zato da si z njimi. In ko si tek z njimi, ali se, poti pa tudi zaupajo, a veš, če pustiš, naj bo najstnik, ne, to moraš biti. Ja, ni lahko. Pa sploh imaš ti izziv, ker imaš dva, tako kot vsi mi ostali, dva zelo različna otroka. Ja. Sin je športnik, tudi tebi podoben, medtem ko hčer pa je se uprla. Princeska, čist se je uprla, sovraži šport. Mogoče je to premočna beseda, ampak pač nimo naklonjena, no. Ja, vem, no, nimo naklonjena, včasih pa res se mi zdi, da prav res sovraži, no, bom rekla. A je to morda to, ko ti celo mladost in celo življenje si nafopan z športu in okoli vse okrog tebe je? In se tebi zdi to edina prava in edina pot sploh, medtem ko drugi drugače razmišljajo. Točno to. A viš, ona me je tudi to naučila. Da je še kaj drugega. Da je še kaj drugega, da en pa čist drugače razmišlja. In da moraš to tudi ceniti, pa se mu prilagoditi. Pa moraš je dal v shopping center, ko sploh ne bi šel. Pa nalakirati nohte. Tako. Ja. Pa da dišiš po njeni zaslugi in tak naprej. Točno tako. Medtem ko sin pa večina vrhunskih športnikov reče, moji otroci ne bojo vrhunski športniki. Res tako rečemo. Veliko, ko jih poznam. Pol že malo spustiš kriterij, pa rečeš, moj naj bo športnik, sam da laufo ne bo, veš, kaj bo pri meni. Ja, in točno tako je bo, laufa ne, ampak smuča. In se sooča z porazi, z rahlim trpljenjem, kar pač pri športu seveda mora biti, ne. Brez nekega trpljenja najbrž ni niti užitka. Veliko je bilo jokanja, veliko ga je že bilo, veliko je bilo, bom rekla, trpljenja, no, ko ga je dal skozi. Ampak se mi zdi, da to uči. To uči človeka. In to uči njega in jaz mislim, da je to za življenje. Pa tudi, če ne bo nikoli vrhunski športnik, tak, da je to super popotnica. Da to te naredi trdnega. To te naredi, a veš,
šport je tak, jaz pravim, vsak otrok mora nekaj imeti, fajn je, da nekaj najde, neko strast, da nekaj. Če je to šport, ok, naj bo, lahko je tudi muzika, lahko je karkoli. Ampak pri športu je včasih ni pravično, je lahko svinjsko naporno in se mi zdi, da to te sam dela. Jaz mu rečem, vse nared, da boš rekel, naredil sem vse to sezono, pa mi vseeno morda ni uspel, pa se pa nimaš kaj jokat, lej. Sej boš pa drugič, samo vlagati boš mogel, ja. Ni lahko, no. Ne, ni lahko, ne. Drugač pa ti kot mama, jaz vem, da ti tudi skuhaš zdaj kosilo, kar pač včasih mogoče ti ni... To mi pa ti veliko pomagaš. Da, ti gre za vrti. A veš, kolikrat si mi kaj povedal, kak naj naredim? Čisto točno tek, zato ker jaz se res nisem vedel, pa sem te pol direkt klical, še parkrat, kak pa to, koliko pa tega želič. Hvala, super. Ja, z veseljem. No, zdaj ti ratuje, zdaj kuhaš. Nisem neka kuharca, res ne. Samo pa pol se pa tudi to naučiš. Vsega se, Vsega in tudi kuhanja sem se, ja. Bolj smo po hotelih pol jedli že, No, sej to, v bistvu nikoli ni bilo niti treba. Točno tek. Ja, skrbe za te stvari. Ampak gre, lej, zdaj pa tudi to delam. Skoraj vsak dan, predstavljaj si. Zato, ko so lačni. Skos. Ja. Skos so lačni. Kaj pa ti, recimo, kaj pa najraje skuhaš? Najraje skuham, nazadnje sem naredila, tako da mi je bilo res dobro, je bil kari, pa sem naredila zraven, sem se matrala, neke indijske kruhe, ko sem mogla, da je testo vzhajalo, si predstavljaš? Potem sem jih pa spekla, pa niso tako fajn bile. A veš, ja, pa mi je malo gratal, pa mi malo ni, ampak je bilo dobro, no. Najrajš palačinke imamo, kdo jih nima rad? No, palačinke, top numero 1 v vaši bajti. Ja, ne. Pa seveda vseh vrst špageti. Pasta. Čeprav, z leti moraš več beljakovin jesti, tudi to je res. Ja, to me pa ti, imaš prav, ja. Slediš tem trendom, kaj je treba, kaj ne, kolagen. Ne, no to ne. Telo tudi samo čuti, Če se zdaj sam špagetov nabašem, ni v redu. Moraš beljakovine, moraš. Kaj pa recimo ful rada popiješ? Še zmerno rdečo vino, konc koncev bom rekla. Ja, Stebi. Kako fajn buteljko. Super je vino, ja. Pa voda. Pa voda. Vino pa voda, kaj hoč boljš ga. Kje je boljša voda, v Črni ali v Mežici? Mater, da je v Črni skoraj vse boljša, ampak voda je pa boljša v Mežici. A je res, no, ja. Imamo eno zmago. Ja. 1-0. Ja, res je. So bile stvari v življenju, ki so te že zaznamovale, pa seveda bojo tiste, ki te še bojo. 17. januar 2020, mimo tega ne bomo šle. Takrat si izgubila svojega brata, ki je bil seveda mlajši od tebe, ki si ga ti komandirala, čeprav je on znal tudi tebe, kolikor si mi povedala, pokomandirati in te voditi na nek način v življenju in ti te marsikaj naučil. Ja, sej, morda jaz... Meni je vedno bolj lažje, da sem v tem govoru. Morda kdo ne more. Meni je bolj lažje. Ne z vsakmo, ampak z določenimi pa. On je bil mlajši, ampak jaz bom rekla, da skoraj tako, da bi bil starejši. Se veš, da imam prav tako občutek, ko govoriš o tem. Ja. To je bila ena taka prelomnica v življenju mojemu, ko potezmo nisi več isti, nikoli. On je pravzaprav tudi meni ogromno pokazal pa pomagal pri moji športni poti. Ker je ceno to, kar delam, fejst, pa drugač pa sem točno jaz, da se mu zdi to šport, se je sam probal, ampak ni mu bo moj bil. Ampak vseeno je znal to zelo ceniti. Si raba to z njegove strani? Prav iz njegove.
Skozi. In si dolgo to. Zelo. Lej pa je bil 4 leta, konc koncev mlajši, takrat smo bili še mladi, pa je bil on pravzaprav otrok. Pa je bil skozi nekako zravno, pri teku. Čeprav je bil že takrat v planinah, pa je delal svoje stvari. Najbolj fajn se mi je zdelo, ko sem videl, kako je on ponosen, da je meni ratoval. To je v bistvu pomembno, da si ti to takrat že, ko si raba to. Skozi je bil en tak stebr. Čeprav to je tekal, on je, sama statistika alpinistična pač kaže, da nekdo, ko je toliko v gorah, pa toliko težkih stvari pleza, ko jih je on, veliko takih že ni več. A ti to razumeš? Razumem statistiko, ker statistika je pač statistika, ko ne laže, ko so izračuni, ko pač pokaže in tudi to letek. Ampak vseeno ne morem pa razumeti, še zdaj ne, no kako se je lahko to naredil, nemo, zato ko pač ni bil on take vrste alpinist za letave, veš, da bi z glavo šel skozi zid. Pa on je razmišljal in je mislil in je vedel, kaj dela, vedno. Veš, to je to, ali si spotakneš na tleh, pač padeš, pa ne boš umrl, ampak padeš, ja. Se naredi lahko še takmo dobremu, pa 100% človeku, ko hodi, ja, veš. Isto se je pač nemo naredil, spotaknil se je takrat spotaknil, nekako. Pač tudi on je to vedel, da dela stvar, ki morda lahko pripelje do rezultatov. Samo, če te neki tako srečuje, ko je srečeval njega, pol najbrž niti ne razmišljaš o tem. Sploh ne. Alpinisti razmišljajo o tem. Jaz sem pol veliko takih knjig prebral, še pol potem, alpinističnih. Oni se vse tega zavedajo, pa bi morda kdo rekel egoisti. Imam familijo pa. Zakaj? Čisto normalni ljudje so tako mi. Imajo radi, svojo ženo, svoje otroke, fejs, tako jaz, ti. Ne more pa brez plezanja. In mislim, mi smo ga vse doma razumeli, lej. No to, ja. A veš, to je težko. Ata mu je enkrat rekel, da je Grega, sej vem, da moraš plezati, sam da je probi vsej po zimi ne plezati. Zimske razmere so vedno težje. Vedno težje, ko pa poletne, vseeno. Je še en faktor nevarnosti zraven, več, led, sneg. Pa moj lep tik lepo rekel, sej vem, sam ne morem. Takrat je najbolj fajn. A veš? Mislim, ne moreš biti, si jezen, imaš grozne občutke. To je tako brutalno, da... To je tako brutalno, kaj se v tebi dogaja. To se v tebi dogaja, ja, seveda, bi rekel človek, se ti egoist, kaj pa pusti nekoga. Ne, ne moreš, to se dogaja v tebi, jezen si na njega, ampak, a veš, ko je rekel, da on ne more živeti drugače, ko pa tak, da je rajš lev, ko pa ovca celo življenje, en dan, ja. En dan lev kot ovca celo življenje. Tako, tak je bil, mi smo ga poznali, jaz vem, da imaš kdo reče, kaj pa leze, kaj pa je šel. Ne, če človeka poznaš od malega, tako sem ga jaz. On je bil posod, neke vrste ekstremist, vse, kar je počel. Tudi na firmi, tudi tak je bil. V življenju nasploh. V življenju nasploh. Znal je uživati maksimalno. A si mu ti kdaj zavidela to njegovo 100% do tega? Ja, zavidala mu nisem, ampak fajn je bil v njegovi družbi, že sam to, vse si to črpala od njega in si dobil nazaj, marsikaj od njega, veš, tudi če si bil z nami, res, res. Ker to so taki ljudje, 100%. Ja. To, kar jaz rečem v teku, nikoli nisem čisto 100% naredil, a je on del, je on naredil. Težko je. Ampak ni boljš, da imaš neko strast, pa jo živiš 100%, pa si čist srečen, ko pa da skozi morda tako na pol mlačno. Tudi če prej zgineš, te ni več, ampak si srečen. On je do konca bil srečen, jaz to verjamem. On je bil srečen do konca, do zadnjega opika cepina, 100%. In to me pa nekako pomerja. Je to tisto, recimo, kar vzameš od njega najprej? Ja, točno tako. Ja. In to je pomirjujoče tudi, čeprav je umrl, čeprav ga ni več, ampak on je umrl v tem, kar mu je bila strast, konc koncov. Ja, težko je, fejst je težko, grozno je za nas, ko smo, a veš, kameli radi, grozno je, ampak
Mene marsikaj naučijo, da grem naprej. Vsak dan z mislimi sem prnemo. To mi večkrat da tudi moč. Pa Ni energijo. dneva. Ni dneva. Ni dneva. Ampak zdaj si tudi teta njegovima dvema hčerama. Ja, Tudi to imaš neko poslanstvo v bistvu. ja, ne? res. Še večje zdaj. Res je, da jih vidiš, pa vidiš njega v njih. No, malo Da zatem, preživljaš čas z njimi. večkrat vem, da greš prav s posebnim namenom, tudi na peco. Ja, Grega je tudi na peci ogromno preplezal, malo velik smeri gr. Peco je imel rad, po celemu svetu je plezal, pa vedno prišel rad nazaj na peco. En delček njegovega pepela je tudi na peci posod in to je za mene grob, njegov grob, se ga ni, on je posod, za mene v zraku in posod. Ali? Eni ljudje se mi zdi pač so tek, da so, da ne morajo, da ga ne moreš ti nekam pol dati to eno malo škatlico ali pa. Kjer je pa komad, recimo, ko ga začutiš? Muzika. Odvisno, kje sem. Ja, če sem kje bolj na toplem, je to Oliver, ko ga je imel fejst rad. Če sem pa kje bolj v gorah, v bregah, pa nazadnje je poslušal Pearl Jam, Springsteena. To je veliko, ja. Če poslušaš tiste pol pesmi. Ja, muzika Ja. zdravi, pravijo. Tako. Odpira. Ja, sploh tiste, ali če veš, da jih je on poslušal, Ja, se. da so bile tudi njegove. Ja, No, to je malo- življenje, ja. Ja. To je vse življenje. In Zato življenje, ja. Ja, zato pa tudi pri njemu me je to naučil nekaj, da je škoda cajta, da moraš najti nekaj, kar pol delaš, pa delaš 100%, ker sam takrat si lahko srečen. Jaz tako mislim. No. On je bil res maksimalno srečen. Jaz ali pa ti verjetno, ko nekaj dobro narediš, pa rečeš, to je to, sploh te skar delaš skozi in delaš za to, a te ne to tako sreči. No, ja. To se mi zdi, da se mi je še bolj poglobilo zdaj. Staramo se, saj pač teče, ti odteka in se ne, da moraš biti tudi če prav kvalitetno, cel dan ležiš na plaži, a ne, te tudi sreči, a ne? O, ja, lahko. Ja. A se to ti tudi znaš? Dobro, ne cel dan, ampak- Cel dan ne morem, ja, Ne. to ne morem, pač enostavno telesno ne morem. Ampak ja, no, da 100% delaš stvari, to je največ, da si cel noter, no, da jo narediš. nulo. Cela, recimo, noter si ti zdaj v svoji familiji tudi, in familija Lačen v Črni je bila pravzaprav od nekdaj dobro poznana familija z izjemnimi člani. Malo zatem, no, je pa pol tudi si ostala brez mame. Tako da Ja. zdaj sta Ata Marjan in Nataša. Ja, točno tako je. Mama najbrž nikoli ni mogla. Ti moraš, ko imaš otroke, ko si... Res se ti včasih zdi, čisto bom povedala, sam še to, pa gremo na drugo temo. Da bi lahko, ko ti nekdo teh bližnji gre, da bi lahko kar šel samo eno temo, pa pozabil na vse, pa kar ne vem, no, ne znam ti razložiti, verjetno si doživela, vem, da si ti tudi sama to, a ne, kar nimaš nobene motivacije več in nobene energije in nič, ampak mi moramo, zaradi otrok se postaviš, greš naprej, sploh njegove dečve, ko jih gledam, mama moja, najbrž ni mogla. Tudi to je pa morda cena tega, kar se je naredil z Greganom, da bi najbrž lahko bila, pa je enostavno obupa zaradi tega. Pa enostavno srce neha biti, tek se odloči. Mama sta morda res mati pa sin bolj povezana, pa oče pa hčerka, kakorkoli, no, z leti to najbrž malo zbledi, ampak vseeno, ali? Ja, meni je super, da imam fotra, ki je Matija, ki je fejst močen še, pri svojih letih dvakrat, vsak drug dan giba, tako resno giba, da sem prav ponosna na njega, kako se zna zmotivirati in
najditi vedno voljo v življenju. Vedno neke cilje male, ki si jih postavlja, da ga vlečejo naprej. Pri vsej njegovi, bi jaz rekel, katastrofi, ki se mu je naredil. Vsem nam, ampak nemu kot očetu, da zgubi sina, pa še ženo, to. Pa vidim ga, pa veš, kako je to, mu je težko, pa to so res težke stvari, ampak ta kvir energije pa življenja na to nemo za vse nas. Res, kako zna, življenje racionalizirati, pa nekako sprejeti vse to. Pa še z veselo in dvignjeno glavo, zdaj končno spet, jeti naprej. Ja, pa nas pobrca tudi uriti še kda. Ja, super. No, sej, najbrž, če imaš okrog sebe neke ljudi, s katerimi lahko deli življenje, ki te dvigujejo, ki te pelejo nekam naprej, je lažje, je lepše. 100%. Se ti kot vrhunski športnik, ki si fokusiran predvsem na sebe, takrat se najbrž tudi neke vrste egoizem razvija. Ogromen. Ki ga peli. Ja, kar se lahko. Big ego. Tako. Koliko imaš, recimo, stikov s temi ljudmi, kje so prijatelji, to me zanima, kdo je ostal s tabo celo špuro življenja, pa pustimo familijo, recimo. Sej, če katerega vrhunskega športnika vpraša, so toliko od doma, da je tako težko prijateljstvo nekako hranjati, osnovno šolsko, pa zgubiš vezi, tebe ni, oni delajo stvari, tebe ni, zamudiš vse praktično. Jaz se tako malo stvari spomnim iz osnovne, srednje, tako nekih par odsekov, na faksu me pa tako že sploh skoraj nič ni bilo, ampak sem samo tako letal. Ja, ampak ostanejo pa sigurno eni ljudje, ko so bili že v začetka, pa pol jih pa pač ni toliko, sta pa morda eden ali pa dva. Ampak pridejo novi, le poglejmo, da se pa prej nismo nikoli osnovni, pa te zdaj pol pripeljajo poti skupaj, pa je to veliko redno tudi. Če tudi smo si čisti različni. 100%. Ja, mislim, različni, kar se tiče športa, bi jaz rekel, drugače razmišljanje pa niti ne, je pa kar podobno. Dobro, ajde, strpnost v življenju, nespoštovanje človeka, je pa pač neka špora. Ja, drugače pa seveda ostanejo tisti eni, navežeš pa tudi prijateljstva je težko, zato ker si skozi rival, zato ko si z njim tako v reprezentanci, ko so bile punce. Nikoli ne more biti, se mi zdi, takih pristnih prijateljstv. Po drugi strani bom pa rekel, v našem športu smo pa pravzaprav kar, še zdaj se s puncam čujem, pa kdaj s kjero dobim. Ja. Morda pol, ko gre mimo ono tekmovalnost, veš, pa se pol vseeno pokaže, da smo konc koncev bile pa kar fajn tim, pa da smo se zastopile. Seveda, zdaj ima že vsaka vse sorte svoje stvari, ampak vseeno se kar čujemo, pa lani smo se celo dobili v Kranju, vse, in je bo prav fajn malo spominja obujati. Pol pa se pogovarjaš, pa vidiš, koliko si pravzaprav doživel, Pa se lahko recimo glih z enim takim bivšim vrhunskim športnikom večkrat, veš, katarzično pogovarjaš, ti me pa res zastopiš, ali se ti to zgodi tudi z nekom, ki pa je čist iz druge sfere? Meni ja, zato ko jaz sem človek, rada imam različne karakterje, pa mi je super spoznavati ljudi različne, ne samo take. Seveda razume te najbolj, kar se športa tiče, en tak, sigurno, zato ker sta skupaj šla skozi marsikaj, in se lahko pogovarjaš, kako so bile intervali svinjski, ko greš, ko smo rekli, delamo one na bruhanje, ali ko so bile do konca, to ne more en razumeti, ko tega ni del. Sploh zdaj, ko se pogovarjamo, pa še kak perček spiješ zravno, pride do kar uročih, težkih, zanimivih pogovorov lahko. Ja, to z enim takmo, ko to ni del, pravzaprav ne moreš, ker mu niso jasne tiste stvari, ampak meni ni problem takoj najditi kako temo z onim drugim, ko ni treniral. Ker življenje je tako široko in tako in vse sorte, tudi jaz sama proba, ne sam športa. Tako da mislim, da nisem glih testovno ozek. Ne, nisem. No, recimo, da se proti koncu najnega pogovora vprašam, Kjero, kaj se ti zdaj lušta, na kaj pomisliš, da bi si prošla? Za pojest, ajde recimo. Za pojest? Ja.
Prva stvar. Zdaj bi jedla, pa ne mogla, ker to je pa res, in to večkrat pomislim, ko je moja mama naredila, to pa noben drug ne more narediti, ne vem, kako bom jedla. No, daj povej. Ona je naredila špansko zele, se reče, pa sem ga probala, pa ga ne morem narediti, tako ga je ona naredila. Špansko Pa zdaj zele. bi šla gor k njej, pa ga bi veš, kako jedla. Ja, se je v bistvu čist koroška hrana, bi lahko rekel. Spodaj je naredila neko tako bi rekla, eno farširano meso. Poj pa zele čez, poj pa naredila neko tako fajni smetane. Ne, v glavnem tako božansko dobro je, bo vedno, ko sem bila tudi kje na pripravah, ali pa kaj bi jedla, več špansko zele. Zdaj bi ga jedla. Zdaj bi ga. Ja, Kaj bi zdaj popila? Reč žižulo. A bi jo ti žižalo vedno, sploh v Ankaranu. No, to je pa tvoje tašče delo. Tako, v Ankaranu ekstra paše. Ja. Kam bi zdaj najrajš pobegla? To vem, da ti rada. Če je da Najrajš mogoče. na Sicilijo. Okay. Tam so super pogoji za vse sorte stvari, od bicikla do kajtanja. Upam pa, da bom na Sardinijo, Okay. ker je tudi krasno in jo imam zelo rada in fejst rada tja grem, se kar zgubiš na to nje. Pa veš, tam smo tudi z Gregano skup že bili in rada grem včasih nazaj na iste kraje, kjer smo bili mi z njim skup in to te nekako te pomerja. A si ti naredila kdaj to-do list? Ne. Pa če bi ga zdaj mogla napisati, kaj bi napisala? To-do. Kaj bi še mogla narediti? Nujno. Veliko stvari se mi zdi, da sem, ja. B pa nujno, na prvem mestu bo tur na Škijarija Skandinavija. Kaj si ti mislila, da bom zdaj rekla? Kje je bolj romantičnega? Kaj je mislila, saj vem. Sam ne morem, če sem iskrena. Ja, moraš biti. Je to. Norveška z turnimi škijami. To bi bilo na prvem, drugem ali pa tretjem, morda mesto, no, ne vem. Pol bi šla rada v Brazilijo. Tam še nisi? Ne, ampak tam bi pa res kaj zravno vzela, nisem bila v Braziliji še. Ok, v Brazilijo kajtat. Ja. Šport. Pol bi pa rada, res bi rada enkrat, sem to najbrž ne bo šlo, bi rada šla heliski. Heliski. Ja, da te vržejo iz helikopterja in greš po pršiču. Iz gore. Resno? Resno. A mi že Lej, vedno grem, tako da hodim gor, da imam jezik do kolen, rečemo na Mont Blanc, smo šli, se res, da prideš na vrh, pa se pol dol pelaš. Enkrat bi pa prav tako rada, veš tako poleti, ko te šatlajo na biciklah, pa te dajo dol, to bi rada naredila. Helikopterju, da bi se dol spustila. Ja. Ostaja sneg, kot bi sneg. Sneg je krasna, ni... No pa voda, saj sneg je voda. No, saj to je to. Ja, voda pa sneg, se je, ja. To je vedno, pa vedno bo po mojem, ja. Naj ti rada. Ja. Heliski. Okej. Pa za 60. Ja. Spomni malo koga, Spomnim, ja. Skup vržete. Skup vržemo za heliski. Pa kaj bi še rada? Šla v Benetke, Ma ona daljši seznam. pa samo hodila. Benetke. Ja. Ok, Benetke. Tam piva espresso, jedla one pizza slice. Vse sem že bila, ampak to je ful fajn narediti, no? Ali pa kjerokoli drugo mesto v Italiji. Ja. To je super. To je to. To je super. Trda Korošica, Črnjanka ostaja Italijanka. Vse to pomešano. Voda, strast, življenje ni potica. Ne. Vedno, ko sem naredila dober rezultat, pa pol, ko sem naredila že v redu oceno v šoli, pa sem pa res jaz vedno mislila, gremo, moj foter, saj sem šla, pa smo se vedno fajn imeli, ampak foter mi je pa res vedno rekel, kar sem tudi diplomsko nalogo napisala, ko sem na faksu dokončala, življenje ni praznik. Vedno me je spomnil na to, še zdaj me. Praznuj, ampak življenje vseeno ni praznik.